večer, moje ime je Jure Godler in vi gledate oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem, ki jo tokrat izjemoma začenjamo z veselo novico. Državni zbor je namreč včeraj potrdil novega ministra za zdravje Aleša Šabedra, kar pomeni, da je krize v zdravstvu konec. Končno je vse urejeno in v najlepšem redu. Najmanj 50 tisoč ljudi bi lahko v kratkem ostalo brez osebnega zdravnika. Celjski so namreč že napovedali kolektivni odhod, vre tudi v Kranju. Preobremenjenost je več kot očitno dosegla vrhunec. Pa ne no, pa tako smo bili. Če bo družinski zdravniki uresničili svoje grožnje in pustili službe, pol 50 tisoč Slovencem ne bo preostalo drugega, kot da se v pojavu zdravstvenih težav pač zglasijo pri najbližjem veterinarju. S tem pa se bojo podaljšale čakalne vrste na Inštitutu za perutnino in ptice v pojavu ptiče gripe, na kliniki za male živali v pojavu mačka ter v klavnicah v pojavu bolezni norih krav. Ampak ne smejo biti tako pesimistični. Imamo namreč novega zdravstvenega ministra, to je postal dosedanji direktor UKC Ljubljana, ki je že začel boj proti korupciji, saj je policiji prijavil zanimiv poskus lobiranja. 23. januarja na UKC Ljubljana zazvoni telefon. Na liniji pa njen prvi direktor Janez Zemljarič. Ja, za enega izmed ponudnikov vzdrževanja mrežne opreme naj bi lobiral kar bivši direktor UKC-ja Janez Zemljarič, ki danes šteje 90 let. Pri čemer se človek vpraša, a je tu šlo res za poskus lobiranja? Ker, ne vem, če ste slišali, ampak on je star 90 let. 90. A ste videli, kakšne telefone imajo 90-letniki? Logično, da je klical v bolnico, ker je to edina številka, ki ima shranjeno. Edina druga možnost bi bila, da pritisne rdečo tipko in direkt kliče rešilca. Svojo obrambo je gospod Zemljarič novinarjem povedal, da se ne spomni, zakaj točno je klical v UKC. In mi mu verjamemo, ker smo se dokopali do avdioposnetka spornega telefonskega pogovora, ki gospoda Zemljariča opere vsakega suma. UKC Ljubljana, prosim. Kdo? UKC Ljubljana, tukaj kako vam lahko pomagam? Pogovoriti se želim. S kom pa? Ne vem, koga sem pa dobil? UKC Ljubljana ste poklicali, gospod. Ja, zakaj pa? Ne vem, gospod, vi mi povejte. Imate kakšne težave? Ja, imam. Kakšne težave pa imate? Tukaj imam, ko ne morem več. Gospod, slabo vas slišim. Kaj? Slabo slišim. Jaz tudi. Gospod, očitno se ne razumeva. Ja, potem pa si boljšo mrežno opremo zrihtajte. Halo? 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 Nič ni lobiral, sam predlog jim je dal. Kar je logično, ker gospod Zemljarič ni samo bivši direktor UKC-ja, ampak tudi bivši direktor Udbe. Če se kdo spozna na telefonske linije, je to ta človek. In kaj točno ne bi ta 90-letnik zahteval od vodstva kliničnega centra? Čeprav je bilo pri ponudbi za vzdrževanje mrežne opreme UKC-ja med ponudnikoma kar 250 000 evrov razlike, naj bi jih Zemljarič na vsak način skušal prepričati, da izberejo dražjega. Ne vem, mogoče pa je Zemljarič vodstvu UKC-ja hotel sam povedati, da brez problema zberejo dražjega ponudnika, ker jim on lahko zrihta upokojenski popust. In bo cenej, ker ima tiste pike, nalepke, ki zbira. Ni pa prvič, da se je znašel sredi afere z lobiranjem na vodstvu UKC, saj naj bi preko njega potekali že sporni nakupi operacijskih mis in žilnih opornic. Še danes sem neprestano izpostavljen, da hodijo ljudje k meni in jim svetujem, kar jim lahko svetujem v okviru svojega poznavanja kakšnega problema. Drugo pa nisem ničesar delal. Predvsem pa ne za denar, pa za razne druge umazane posle. Meni všeč, kako leži na stolu. Kdo je omenil druge umazane posle? Noben ni o tem sploh govoril. In kakšni so sploh to drugi umazani posli v bolnišnici? Ha? Ti meni zrihtaš 1% od prodaje, jaz pa tepe eno ledvičko, ali kaj, ne vem. Gospod je svojo vpletenost v afere torej zanikal, preiskovalcem pa je od njega uspelo izvedeti nekaj drugega. A istočasno ni nikoli skrival, da je na ljubljanski UKC kot nekdanji direktor pogosto hodil. Seveda je pogosto hodil na UKC. Ponavljam, gospod je star 90. V tej starosti si tam vsak ponedeljek, če imaš srečo.
Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!